Ko smo izročili to knjigo predsedniku republike, gospodu Pahorju, smo potem, ko je posprošen pogovor, povedal eno politično zanimivo ugotovitev. Namreč v vsej zgodovini obstajata samo dva naroda na planetu in samo dve državi na tem planetu, ki sta neposredno utemeljeni v Božji besedi. In ta dva naroda sta Izrael in ta narod smo Slovenci. To ne pomeni, da drugi narodi niso prav tako se utemeljevali v tej besedi, ampak še naknadno. Namreč pri drugih narodih so bile vmes dinastije, vojne, upori, torej razne oblike tvorenja nacije in tvorenja države, ki so se zgodili že predno so oni dobili Božje besede. Slovenci smo utemeljeni kot ime. Namreč prej smo bili Kranjci, Štajerci, Rožci in tako naprej, Kozjaki in ne vem, kaj so, Bezjaki. Šele s prvo slovensko knjigo dobimo ime Slovenci. Kako recimo mesto mojega rojstva, Slovenjgradec, je prvič v slovenščini omenjen v Trubarjevem predgovoru v Novem testamentu. Drugače je to Kvinčižgrad. To se pravi, slovenski narod je utemeljen neposredno v prvi slovenski knjigi, ki pa ni nič drugega, namreč katekizem, ni nič drugega, kakor uvod in razlaga Svetega pisma. Imamo različne vrste katekizmov in seveda zanimivo je, da celo znamenit učbenik, Stalinov učbenik, zgodovina VKPB, če je kdo to bral, jaz sem to bral, je napisana v obliki katekizma. Ne samo to, to mi je pripovedoval znan slovenski pisatelj, velik partizan, ampak nisem tega zameril, Vlado Habjan, so nas da dobra prijatelja. In mi je prav, kako so partizani najraje zvijali cigarete iz papirja iz te knjige, namreč, ker je bila natisana na biblijskem papirju. Tu vidite, da ima Bog umor, da se malo poigrati tudi s svojimi uporniki. No, in pravi katekizem ni tisti, kjer je podana človeška doktrina, tako so recimo katoliški katekizem. Pravi katekizm je tisti, ki izhaja iz Božje besede in jo samo skuša didaktično podati bralcu tako, da jo lažje razume. To je pravi smisel katekizma. In mi smo kot narod utemeljeni v tem katekizmu, kar pomeni dejansko v Božji besedi. Kot država smo utemeljeni v tej zadnji najbolj debeli knjigi v cerkvenem redu. To je bila edina protestantska knjiga, ki je bila v trenutku prepovedana in tudi sežgana, koliko so jo mogli sežgati. Vseh izvodov na srečo niso mogli, ampak večina so lahko. In Trubar je moral zbežati v Nemčijo. To ni prvi tak primer, tudi ne zadnji in mogoče še razsledi. In na tej knjigi, ki jo je takratni državni vladar zelo dobro razumel, on je razumel politiko. V tej knjigi nikjer ne piše, da treba ustanoviti samostojno slovensko državo. Pač pa vse duhovne smernice v tej knjigi točno to narekujejo. In vladar je to razumel. On ni študiral takrat političnih ved, ampak je imel zdravo kmečko pamet in poznal je svoj poklic. In je v njegovem sistemu, danes bi rekli vrednot, popolnoma pravilno in logično reagiral. Namreč to je bila vojna napoved takratni državni zvezi, se pravi rimskemu cesarstvu nemške narodnosti in še notranji Avstriji, kot notranji monarhični subordinirani ureditvi takratnega cesarstva. To se pravi, mi smo neposredno utemeljeni v Božji besedi v tej dveh knjigah. Zato ima za nas Sveto pismo še nekoliko močnejši pomen, kot za druge narode, ker sta v njem utemeljena tako naša večna usoda, kako tudi naša začasna usoda. V tej isti knjigi sta utemeljeno dvoje kraljestvo. Je utemeljeno kraljestvo, katerega državljani kristjani že smo,
Ne vem, ali slovenska ustava to dovoljuje, dvojno državljanstvo, potem je to pač ilegalno stanje, ampak tako je. In seveda je utemeljeno tudi tukajšnje kraljestvo, čeprav je njegov vladar nekdo drug. Ne bom šel v detalje, kdo je ta vladar. To za okvir, zakaj je to tako pomembna knjiga za nas. Zdaj, mimo te knjige ne pridemo. Je zelo zanimivo, da mi je tajnik pokojnega, že davno pokojnega Kardelja, Bojan Štih, starejši, se ga boste spominjali kot imenitnega literata, režiserja, gledališkega ravnatelja. On mi je v celovcu pripovedoval, on je bil tajnik Edvarda Kardelja in to poznal njegov intimni svet, da je imel ta človek na nočni omarici Biblijo. Mene zanima, koliko kristjanov ima danes Biblijo na nočni omarici. To samo tako za ilustracijo. Do odločitve prevajati Dalmatinov prevod, današnjo slovenščino, poudarjam današnjo, ne v knjižno slovenščino. Namreč to je že prva dilema tega prevajanja. Kateri jezik da izberemo? V isti dilemi je bil Trubar pri svojih knjigah in mi vemo, da se je usoda slovenščine odločila v 3 dneh v letu 1555, ne na Kranjskem, ne na Štajerskem, ne na Koroškem, ampak sredi Nemčije, v Ulmu, kjer so se sestali 3 fantje in se pogovarjali in skušali Trubarja prepričati, naj piše vendar zdaj naprej, ne tako kot je katekizem začel, dobro, to je začetek, ampak naj piše v nekem splošnem slovanskem jeziku, južnoslovanskem jeziku, ki ga bodo razumeli vsi do Belega grada. In Trubarjeva gorenjska trma nas je naredila za to, kar smo. Tu je šlo za minute, ki so odločale o 500 letih slovenske prihodnosti. In takih momentov v zgodovini je bilo še veliko, kdo pozna zgodovino dilem slovenskega jezika. Danes smo sredi te dileme svet. Samo danes nimamo Trubarja. Danes nimamo trmastega Gorenca, ki bi tistim, ki mislijo, da Ljubljana ne more imeti univerze, če niso predavanja v angleščini, ki bi tu trvoglav in bi rekel, mi smo univerzo, ki je bila najprej univerza kralja Aleksandra, če se spomnite, kar je dosegel dr. Milan Vidmar, da jo je rešil pred ukinitvijo, Beograd je hotel takrat ukiniti, in so da on je bil diplomat, to je brat Josipa Vidmarja, se je peljal v Beograd in je vprašal Veličanstvo, ali dovolite, da mi imenujemo našo univerzo po vašem imenu. Ni ga vprašal, ali bi preklicali prepoved. In tako je rešil univerzo. In danes smo pred isto dilemo. In naš odgovor je bil, naj bo ta jezik tak, da ga bo danes razumel vsak Slovenec, ki ima vse osnovno šolo, ki pa ni nujno knjižna norma. Zato poudarjam, da je izraz, ki je primeren, je danes razumljiva slovenščina. In tudi prosim, da nihče ne presoja tega prevoda, ki je nastal te adaptacije po zadnji knjižni normi, ker to ni bil cilj tega prevajanja. Namreč, kaj je bil cilj? Cilj je bil ohraniti dvojno zvestobo in to ni tako lahko. Že ena zvestoba vemo, da je problem. 2 zvestobi je pa dvakrat večji problem. Prvič zvestoba Božje besede. To je zakon. In to ni tako lahko. Če mi primerjamo druge posodobitve, recimo posodobitve Lutra, prav letos je šla zadnja posodobitev Lutra in ta je nezvest tako Božji besedi. Jaz sem bral veliko teh ocen te izdaje, kjer so dokumentirane stvari. To ni več svetopismo. To je parafraza. In drugič je nezvest Lutru. Tu o Lutru ni več govora. Nobenega okusa. Najin cilj je bil pri prevajanju biti zvest Božji besedi, tako kot je v originalu, zato je on pri Novi zavezi vsak stavek primerjal z grškim izvirnikom in bil vedno znova presenečen, kako zvest to je Dalmatin prevajal. Veliko bolj, kot so vsi današnji sodobni prevodi. Pri takratnem pomakljivem instrumentariju, s katerim je razpolagal. In druga zvestoba je zvestoba Dalmatin. Namreč ta, ki bo bral ta prevod, mora začutiti aromo Dalmatinovega jezika. In to ni lahka stvar. To je hoja po vrvi, da lahko padeš na levo ali pa na desno stran. In tako smo tudi oba padali, na fiskalni so naj pobirali potem, zato imamo bratelji.
da so čakali pod rojo, kdaj bo kje bi dopadali. In tako smo posled naredili nek dober kompromis, jaz upam, bravci bodo to boljše presodili, tudi jezikovni strokovnjaki in tako naprej. Jaz mislim, da je to vendarle dobro delo, ker je bil cilj dober in ker je bil tudi namen, popolnoma istoveten namenu, ki ga je imel sam danes. Torej, mi iz tega nismo delali kulturni dogodek, nismo hotela povečati atrakcijo slovenskega jezika, čeprav se to lahko ob strani zgodi. Ampak najn cilj je bil popolnoma enak, dati najnim rojakom to, s čimer je mogoče priti tja, ker bodo ti izvoli podpisani od avtorja. Znači, marsikdo me že prosil, da mu podpišem v to knjigo, sem bil tisti avtor. Knjigo podpisuje avtor. Ja, Dalmatini že davno mrtev, tudi Dalmatini je avtor, pa ne bo podpisal tega. Kdor hoče imeti podpis te knjige, mora tako živeti, tako usmeriti svoje življenje, da se bo znašel nekoč tam, kjer živi avtor, ki mu garantiram, da bo dobil podpis.